Dober dan, to je NN Studio. Slovenija se v Evropi in svetu oglašuje kot ekodržava, v kateri z zelenim prebojem mislimo resno. Zakaj potem še vedno nimamo kavcijskega sistema za embalažo pijač? Zakaj je ponudba pijač v povratnih steklenicah vse manjša? Zakaj nas torej prehitevajo vse primerljive države? Anketa Ekokroga je pokazala kar nekaj zaskrbljujočih ugotovitev, zato zdaj v studiu prav lepo pozdravljam Eriko Oblak iz Ekokroga. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Gospa Oblak, katere so torej tiste ključne ugotovitve te vaše ankete za začetek? Predvsem to, da pijača v povratnih steklenicah je zelo skrita, bom rekla, na trgovinskih policah, nekateri trgovci jo sploh ne prodajajo. Tam, kjer pa to prodajajo, pa je izjemno slabo označeno v nobenih promocijskih materialih, v nobenih informacijskih materialih trgovcev, obdavčena je z DDV, popusti so ugodnejši na pijače v embalaži za enkratno uporabo. Tako zdi se, da kot bi ne želeli, da ljudje kupujejo pijače v povratnih steklenicah. Ja, zdaj 91% vprašanih je reklo, da imajo premalo informacij v trgovini glede povratnih steklenic. To ste rekli, kaj torej manjka? Kaj bi moralo tam, kako bi morale trgovine označiti to ponudbo? Mogoče sam na kratko, kako je to zdaj videti. Ja. Mi smo obiskali namreč nekaj trgovin večjih, manjših, in v teh manjših trgovinah dobesedno iščeš, potem vidiš steklenico, pogledaš nalepko, mogoče gor označeno, ali se steklenica vrne ali ne, pa večinoma ne. Na voljo v teh trgovinah je ponavadi ena mali nabor, se pravi mogoče 2 pivi pa ena mineralna voda, in to je vse. Se pravi, jaz kot kupec nimam nobene informacije, katera pijača je v povratni embalaži, kako to vrnem in tako naprej. In verjetno vse reklame in napisi, ki so v trgovinah, bi lahko se našel prostor tudi za to vrstne informacije, pa tudi informacijske kampanje bi lahko bile, se pravi v medijih, na družabnih omrežjih in tako naprej. Dogaja se ravno obratno. Kaj pa vas je morda najbolj presenetilo? Mogoče to, koliko ljudi pravzaprav bi podprlo ukrep obveznega oziroma predpisanega deleža pijač, ki morajo biti v embalaži za ponovno uporabo, kar nekje med 98 in krepko čez 90% ljudi bi to podprlo. Med 80 in 95 tam nekje. Kaj bi to pomenilo? Oziroma, ali kako imajo to urejeno morda druge primerljive države? Recimo Romunija, Avstrija, Nemčija in Francija so že predpisale te obvezne deleže, pripravlja se uredba na evropski ravni, sicer pa 13 evropskih držav že pozna kavcijski sistem za embalažo, se pravi, da se vrača v trgovine plastenke, pločevinke in steklo. Kar nekaj jih tudi še načrtuje do leta 2025, tako da v bistvu Slovenija zdaj počasi s kavcijskim sistemom že kar zamuja v primerjavi z drugimi državami. Ja, v bistvu stopicljamo, pa tako se oglašujemo, da želimo biti država z zelenim prebojem, tu tudi nekako, ko vabimo k sebi v našo državo turiste, jim to prodajamo, potem pa recimo že streljaj čez mejo, na Hrvaškem se spomnimo, tam pač je vsaka, dokler so še imeli kune, za vsako plastenko si dobil pol kune, si jo prinesel in je bilo to. In si potem nekako so nekateri zbrali kar nekaj denarja tudi na tak način, obenem so bili pa ekološki. Bi bila taka rešitev morda ustrezna tudi v Sloveniji? Kakšen kavcijski sistem menite, če tako vprašam, bi bil pri nas v redu? Hrvaško Slovenci dobro poznamo, vendar gre mogoče za ne najbolj posrečen sistem, kjer ima nekaj pasti, ki ga delajo neučinkovitega. Tudi po recimo velikosti države, številu prebivalcev in tako naprej, poseljenosti, nam je mogoče bližje so države, kot so Estonija, Latvija in Litva. Vse tri že poznajo kavcijski sistem in v vseh 3 državah se je odlično odrezal. Zbere se bistveno več te embalaže pijač, ki se potem tudi lahko usmeri v recikliranje embalaže za prehrano, ker lahko si predstavljamo v rumenem zabojniku, kaj vse se lahko znajde v tem zabojniku, in take plastenke recimo niso primerne za recikliranje v novo plastenko. Skratka, te baltske države so nekako primerljive z nami, sistem odlično deluje, ljudje so ga dobro sprejeli in seveda tudi trgovci in proizvajalci, čeprav je bilo mogoče na začetku pri njih nekaj odpora.
nadzora. Ja, tu bi povabil vse naše bralce, gledalce. Mi smo že leta 2021 v bistvu bili v Litvi, nekako posneli, kako ta njihov kavcijski sistem izgleda. Kar 92% plastične embalaže so zbrali takrat. Vse imajo prešteto, menda vse zelo natančno. Kako so prišli do tega? V bistvu je kavcijski sistem že sam po sebi, no, kot kavcija sama je izjemna motivacija ljudi, da vrnejo embalažo tja, ker je treba, zato ker dobijo vrnjeno kavcijo. So pa pri tem seveda imeli tudi zelo dodelane informacijske kampanje, ki niso se končale takrat, ko se je sistem vzpostavil, ampak se nadaljujejo, ker je potrebno seveda nenehno informirati in izobraževati. Ampak ja, rezultati so fantastični, ker so imeli že to državo, v bistvu oni tudi ločeno zbirajo steklo. Imajo celo, bom rekla, en fond standardiziranih povratnih steklenic, ki jih ponujajo predvsem manjšim proizvajalcem, kot so lokalne pivovarne, lokalni proizvajalci naravnih sokov in podobno, ki lahko te steklenice uporabijo za polnjenje svojih pijač in s tem seveda bistveno znižajo tudi svoje stroške. Vi ste ekologi, EkoKrog, v bistvu ste že leta 2021 pripravili pravno podlago za uvedbo kavcijskega sistema v Sloveniji. Zakaj ga leta 2023 še vedno nimamo? Kje se je zataknilo? Proizvajalci pijač v Sloveniji so želeli podrobno analizirati, kakšen sistem v Sloveniji bi deloval in zato so uporabili kar precej časa, to je ena. Druga se pa seveda zatika vedno, kot vedno v Sloveniji pri zakonodaji. Tudi na Ustavnem sodišču vemo, da je Ustavno sodišče zadržalo izvajanje nekaj členov Zakona o varstvu okolja, ki posredno vplivajo tudi na možnost vzpostavitve kavcijskega sistema. Tako da vse te stvari potem seveda zavirajo vse skupaj, potem pa tudi seveda so neki odpori pri nekaterih deležnikih, ki mogoče danes imajo neki interes pri ločenem zbiranju odpadkov, pri samih plastenkah in tako naprej. Ja, v drugih državah so se mu predvsem temu kavcijskemu sistemu upirali trgovci. Na kakšen način? Zakaj? Kaj jih pravzaprav moti? V bistvu trgovci so tisti, ki vzpostavijo vračilne točke. Odpor na začetku je ponavadi v tem smislu, koliko bo to stalo trgovce same, ampak večina teh kavcijskih sistemov se je vzpostavila z sredstvi oziroma so sredstva zagotovili proizvajalci pijač, ki so tudi ponavadi soupravljalci skupaj s trgovci tega kavcijskega sistema. Mislim, da je na Slovaškem, da je deloma pomagala pri tem tudi pri opremljanju z avtomati in tako naprej tudi država, ampak v drugih evropskih državah pa ne. Tukaj je njihova največja bojazen, potem trgovci dobijo tudi določeno nadomestilo za vzdrževanje teh točk, zato ker seveda mora biti čez to, da ni odbijajoče, da avtomati delajo, da niso zapolnjeni. Ko mi pridemo z neko veliko vrečo te embalaže, da jo lahko seveda lepo tudi oddamo. Če bi pri nas to vzpostavili, kakšen sistem bi bil po vašem najbolj optimalen? So to avtomati? Kje bi ti avtomati stali? Samo v trgovinah ali tudi kje drugje, ne vem, v kakšnih stanovanjskih soseskah večjih? Kdo bi to postavljal? Ponavadi v teh obstoječih sistemih je osrednja mrežo predstavljajo trgovine. Zato, ker ko gremo v trgovino, seveda takrat odpeljemo tudi to odpadno embalažo, jo tam oddamo in gremo po novem nakupu. Vključujejo ponavadi še druge točke, predvsem bencinske servise, potem gostinstvo in turizem. Pri teh samostojnih, kjer, bom rekla, ni mogoče nekega nadzora nad avtomatom in to, kaj ljudje v avtomat dajejo, nastane pa spet problem čistosti zbranega materiala, pa ljudje potem dodatne poti opravljajo. Ponavadi pa se postavljajo ti avtomati recimo na mestih, kot so različne prireditve, recimo začasno, koncerti in podobne stvari, potem na kakšnih podzemnih železnicah, recimo v tujini na podzemnih železnicah, tam, kjer so take točke, kjer ljudje imajo plastenko mogoče za sabo, pa jo potem lahko tam oddajo. V bistvu še 20 let nazaj je bilo prodanih pri nas okoli 42% povratnih steklenic, so ugotovili na Zvezi potrošnikov Slovenije, danes pol manj, 21%. Zakaj? Torej,
nekako ugotavljamo, da gre vse v tej smeri, da gre vse v plastenke in pločevinke, povratne steklenice pa nekako izginjajo iz proizvodnje in tudi iz uporabe. Zakaj? Kakšno je vaše mnenje glede tega? Zakaj se to dogaja? Predvsem je tukaj, bi rekla, ekonomski interes, ne, tako kot je večino stvari. Pri plastenkah in pločevinkah proizvajalci v Sloveniji, seveda še zdaj, preložijo svojo odgovornost finančno in organizacijsko na nas. Mi občine morajo vzpostaviti ločeno zbiranje, čistiti moramo v čistilnih akcijah, recimo te plastenke iz narave, potem ti koši za smeti, ki so po ulicah, v mestih in tako naprej, to morajo komunalna in spet občina plačajo. Vse te stroške zdaj proizvajalci prenesejo na nas. Pri povratni steklenici je pa to težje, ker morajo oni potem ločeno zbrati te steklenice, jih zagotoviti čiščenje, ponovno polnjenje, ponovno transport v trgovine in tako dalje. Ampak po podatkih Ekologov brez meja je pa kar tretjina odpadkov, ki se v bistvu poberejo ob avtocestah, na takih koncih, kjer so pač te smeti, ki ležijo, da je tretjina v bistvu tega izhaja iz teh embalaž, ki v bistvu niso za povratno uporabo, ne? Tako je, čeprav tudi ta povratna embalaža pravzaprav se znajde med temi smeti, kar je še najbolj žalostno. Tudi nekateri so na našo anketo odgovarjali, da jo preprosto odložijo, zato ker je to komplicirano to vračati, preprosto odložijo v ta zabojnik za steklo, kjer gre potem recikliranje namesto v ponovno uporabo. Ampak pivske steklenice, ki so za ponovno uporabo in tako naprej, tudi najdemo v naravi, se pravi v smetnjakih in tako naprej, kar je seveda škoda tudi za proizvajalce, ker jim grejo v nič steklenice, ki bi jih lahko ponovno napolnili. So pa še vedno, čeprav razumem, največ povratnih steklenic kupimo piva, je tako? Da, pivo pa recimo eno ali dve znamke mineralne vode, ki so v naših trgovinah na voljo v povratnih steklenicah. In v enem manjšem delu tudi vino, a ne? V zelo manjšem delu, predvsem smo po anketi tudi izvedeli, da veliko potrošnikov kupuje vino pri zasebnikih, se pravi pri kmetih, vino, mleko in naravne sokove, in tam pa imajo na voljo uporabljati povratno steklenico, ki jo potem seveda samo vrnejo in zamenjajo. To pa je v porastu, ne? V porastu ja, ampak potrebujemo sistem. Potrebujemo sistem, zato ker to so pač nišne stvari, ki ne bojo rešile velikih problemov, čeprav so izjemno dobrodošle, da ne bo pomote. In zdaj tisto ključno vprašanje, kaj torej pričakuje od države? Časovnice, ne, ta vlada v bistvu postavlja časovnice pri mnogo stvareh, zlasti pri reformah, pa jih potem premika. Zdaj, čeprav vem, časovnica za ta kavcijski sistem je trenutno na 2026? Tako je, 2026, tako si je pač postavilo ministrstvo. Mi smo na začetku kampanje startali na letnico 2024, ker smo upali, da je izvedljiva, zato ker je dejansko kavcijski sistem, praktično vse parlamentarne stranke podpirajo, proizvajalci pijač jih podpirajo in tako naprej, ampak zatika se tako, kot rečeno, kot vedno v Sloveniji pri zakonodaji. Če že mora biti leto 26, mi upamo, da bo 1.1.26, ne 31.12.26. Če sam ponazorim, do takrat bo v Sloveniji v naravi, na odlagališčih in v sežigalnicah ostalo že 0,5 milijarde plastenk. Torej, kakšen naj bo, ko ga država vzpostavi, kakšen naj bo? V bistvu sistem, ki bo dostopen predvsem ljudem, zato da bojo res vračali te steklenice, senke in pločevinke nazaj v trgovine, se pravi široka mreža, preprost dostop, vrednost kavcije je zadosti visoka, da bo motivirala. Koliko pa je to? To bodo verjetno spet debate, ne, pri nas? Bodo kakšen je ta primeren znesek? Ja, tam zaenkrat se gibljajo med 10 in 15% centov ideje. Je pa to seveda dejansko odkupne moči odvisno, ne sme biti previsoka, pa ne sme biti preniska, zato da motivira ljudi, da to vračajo. Morda pa ne bi bilo slabo, čisto za konec, da ljudje v Sloveniji tudi ponotranjimo, kar so dali tudi v naslov tega sporočila v Ekokrogu, 1 povratna steklenica namesto 33 plastenk. Zakaj? Je pomembno, da to ponotranjimo? Z več razlogov, zato ker gre seveda za ogromno količino neke embalaže, ki je za enkratno uporabo. Tudi če jo recikliramo, je vedno na koncu, ko naredi toliko krogov, kot jih lahko plastenka naredi, gre potem znova v sežig ali na odlagališča. Steklo se lahko neskončnokrat reciklira.
v tem delu tudi samo zbiranje, ponovno polnjenje, čiščenje, ponovno polnjenje steklenic je energetsko, emisijsko in na vse možne načine manj potratno, kot je plastenka, kjer mora to najprej se zmeleti v granulat, iz tega narediti novo plastenko, napolniti. Bistveno več transporta, bistveno več dela, bistveno več energije, bistveno več stroškov. Ja, upajmo, da bodo to ljudje ponotranjili, predvsem morda zdaj v tem času, o prehodu v pomlad, ko se množično udeležujemo čistilnih akcij in ko gledamo, kaj vse leži, in velika večina od tega je plastenk, pločevink, tako da morda tudi znanilo in opozorilo za državo, bomo videli, če se bo kaj časovnica ta ne zamaknila naprej, ampak morda celo zamaknila, torej premaknila na 2025, recimo. Tako. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Gospa Oblak, najlepša hvala, da ste bili. Tudi vam hvala lepa. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda tudi ta del bomo pozorno spremljali, ali bo torej država in kdaj uvedla kavcijski sistem za embalažo pijač. Bomo spremljali, sproti poročali na n1info.si. Iz studia pa le še lep pozdrav in nasvidenje.